danes v Pomorskem dnevniku. Otvoritev razstave Sinergije. Slovenska vojska med tranzicijo in transformacijo. Šefit zaradi beguncev sklepat premirje. Z visoko dvignjenimi zastavami proti migrantom. Vreme jutri bo večinoma oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomorskem dnevniku. Kakšen je blagodejni vpliv domačih živali na počutje človeka, še kako dobro vedo v Dosorju, ki mu lahko poleg družinam in ženskam prijazno podjetje nadanemo še naziv živalim prijaznega podjetja. Stanovalce v Dosorju so osrečili z druženjem z različnimi domačimi živalmi in jih obenem povezali še s kulturo in profesionalno fotografijo. Fotografije so v petek razstavili v avli Dosorja v Radencih. Danes je zaključek celotnega projekta, ki je trajal nekje leto in pol. Se pravi, da to je tista pika na i, kjer je pokazano, jaz upam, da s fotografijami, kar so stanovalci doživeli. Kako so se stanovalci odzvali na idejo oziroma ko ste jih seznanili, kaj boste pravzaprav počeli? V bistvu mene je zelo pozitivno presenetil odziv tako stanovalcev po eni strani, po drugi strani pa tudi zaposlenih. Ker tudi marsikateri zaposleni je pripeljal svojo domačo žival in je bil ta preplet dejansko širši, kot je pa mogoče tukaj videti. Živali dejansko zelo blagodejno vplivajo in zato tudi mi v Dosorju poskušamo čim večkrat pripeljati živali in omogočiti, da se družijo z njimi. Fotografinja Štefi P. Borko je tudi letos že tradicionalno izvedla fotografiranje stanovalcev s svojimi najljubšimi živalmi. Štefi P. Borko, doktorica veterinarske medicine in navdušena fotografinja, je v objektiv ujela trenutke, ki dokazujejo, kako prisotnost živali pozitivno vpliva tudi na počutje stanovalcev doma. Sinergija izhaja iz grške besede sinergos, ki pomeni delati skupaj oziroma vzajemno sodelovanje. In ravno zaradi tega se mi je zdelo to zelo v povezavi z tem, s to zgodbo, s katero smo tukaj imeli opravka, ker je to zgodba o odnosu med ljudmi in živalmi, o medsebojnih odnosih na več nivojih. To ni vaša takšna prva razstava oziroma razstava z vsebino ljudi in živali. Kako so se odzvali stanovalci na to fotografiranje, na samo fotografiranje? Stanovalci so se odzvali zelo, zelo pozitivno, kar se mene tiče. Prav posebej so se pripravljali na to naša srečanja. Kazali so eno veliko mero naklonjenosti do tega in potem tudi ob samem srečanju so bili izredno razneženi, polni radosti in veselja. Kako živali delujejo na starejše oziroma kar nasplošno na ljudi? Jaz bi temu rekla tako, kakršen pristop imaš ti do živali, takšen ima običajno odziv tudi žival do tebe. Na 33 odličnih fotografijah v glavnih vlogah nastopa 36 stanovalcev, 12 psov, 4 muce in celo ribica. Jaz eno ptičko imam tam gore na sliko. Kakšni so bili občutki? Večkrat vas obiščejo živali? Ja, dobre občutke, mislim prijazno vse skupaj. Živali so nekako prilagojene tudi na to. Kako živali vplivajo na vas, vam polepšajo dan, ko pridejo na obisk? Ja, seveda, imam tisto vedno pred očmi pa v glavi, kako je lepo bilo srečanje s živaljo. Ker mi doma smo tudi vedno imeli živali. Kako je bilo na fotografiranju? Zelo lepo. Se zahvalim naši fotografini, ker se je precej potrudila z nami. Ni bilo prav tako, ne tako, dokler ni bilo ta pravo. Drugač pa zelo prijetno, zelo prijetno. Kakšni so bili občutki, ko ste se slikali z živalmi? Igralo je srce. Vesela, čudovito, kaj naj povem. Zelo. Živali vas tudi večkrat obiščejo. Kako se takrat počutite? Kakšni občutki? Takoj pristopim živali, žival čuti, da ne misliš nič, da ga ne sovražiš. Imela sem tudi jaz ptičke domače. Kako je pa bilo na samem fotografiranju? Je bilo težko pozirati? Skoraj da malo, ker fotograf zahteva svoje, ne? Drugače pa prijetno. Živali so vas ubogale? Ubogale, preveč.
Razstavo si lahko ogledate še ves mesec v avli Dosorja, obenem pa lahko ob kakšnem čaju ali kavi tudi vi doživite prijetno vzdušje v domu. Alojz Štajner, upokojeni generalmajor Slovenske vojske, ki je poklicno delo v obrambnih strukturah države opravljal od februarja 1979 pa do konca januarja 2014, je s pomočjo Slovenske vojske izdal knjigo Slovenska vojska med tranzicijo in transformacijo. V knjigi predstavlja pojav transformacije in njene paradigme ter transformacije na obrambno-vojaškem področju. Sedaj ga pa lepo pozdravljam v našem studiu. Dober dan. Povejte nam torej kaj več o sami knjigi, nam laikom, o čem torej bistvo te knjige? Knjiga govori o razvojni poti Slovenske vojske in obrambnega sistema, in sicer v obdobju tranzicije, se pravi prilagajanja, potem pa tudi v obdobju globalnih sprememb in temeljite preobrazbe te vojske v tako imenovanem obdobju transformacije. Kako pa je knjiga nastajala? Pravzaprav, kje ste dobili navdih zanjo, verjetno vseh teh letih dela, ampak vendarle, kako se potem človek odloči, da bo o vsem tem napisal knjigo? Če si ne samo sopotnik, ampak tudi tisti, ki si sodeloval pri vodenju Slovenske vojske, potem za sabo nosiš tudi del informacij in spoznanj. Ideja za knjigo je pa prišla po zaključku doktorskega študija. Takrat je bilo nekaj pobud, kako ugotovitve, ki so bile zapisane v doktorski disertaciji, spraviti v knjigo, in ena od teh pobud je našla potem tudi pot, da je prišlo do izdaje same knjige. Slovenska vojska je hotela imeti en dokument za svoje potrebe, pa tudi za primerjavo z nacionalnim okoljem o tem, kako izgledajo transformacijske spremembe, pa tudi tranzicijske spremembe. In tako je prišlo do izdaje knjige, ki je bila natisnjena konec lanskega leta, išla je pa v začetku letošnjega. Nam lahko poveste konkretno mogoče eno izmed teh ali pa dve izmed teh ugotovitev, ki so zbrane tudi v tej knjigi? Knjiga je razdeljena na 7 poglavij. Najprej pojasnjujemo pojem tranzicije in pa transformacije, potem opisujem razvojno pot vojske, potem pa se lotevam značilnosti v tranzicijskem obdobju, se pravi do takrat, ko smo prišli v zavezništvo, in transformacijskih sprememb, ki so se začele sicer že veliko prej, ampak največja dinamika teh je bila po vstopu v Evropsko unijo in v zavezništvo. V osrednjem delu knjige se pa lotevam določenih proučevanj določenih področij, 4 so takšna, torej katere so te transformacijske značilnosti, kako je to delovalo na področju mednarodnih operacij in misij, kako se to kaže na področju vključevanja žensk v Slovensko vojsko in posebej, kako se to kaže na področju, ko Slovenska vojska pomaga v sistemu zaščite in reševanja. In kakšen doprinos so vse te ugotovitve zbrane v tej knjigi, pravzaprav v slovenski vojaški literaturi? Je kakšna podobna knjiga doslej že obstajala? Jaz zdaj upam, da ne bo zvenelo preveč kot samohvala, ampak takšne knjige do sedaj v Sloveniji še nismo imeli. Tudi v mednarodnem okolju o primerljivih vojskah je malo. V tem pogledu je knjiga lahko doprinos temu, kako je treba realno gledati na razvoj in proučevati razvoj obrambno-vojaških sistemov. In knjiga je lahko tudi zelo dober pripomoček študentom, zlasti na obramboslovju, pa tudi drugim na področju politologije, kjer vsebuje izjemno dosti podatkov in kazateljev. Torej, knjiga je zelo primerna za študente. Komu bi sicer še priporočali branje, listanje take knjige? Jaz verjamem, da bodo po knjigi segli tudi tisti, ki so bili za Slovensko vojsko neposredno ali posredno povezani, se pravi kot pripadniki stalne sestave ali pa kot pripadniki rezervne sestave. Verjamem, da bodo po knjigi posegli tudi tisti, ki so jo spremljali na medijskem področju. Knjiga je do sedaj poslana v 67 knjižnic. Gledam po Cobisu, da jo pridno berejo in segajo po njej. Je to še kakšno, ne vem, uvod v nadaljevanje raziskovanja, preučevanja teh procesov ali zaenkrat ne razmišljate o kakšni nadaljnji knjigi? V knjigi je uporabljen del materije iz doktorske dizertacije. Tisti zahtevnejši znanstveni del je še na razpolago, lahko bi ga z lahkoto publicirali. Lahko bi pa napisali še seveda kakšno delo o Slovenski vojski, ki ne bi bila povezana z znanstvenim raziskovanjem te strukture, ampak bolj z osebnimi opisi in doživljanji. Najlepša hvala, da ste nas obiskali v studiu. Hvala za vse te odgovore in seveda uspešno raziskovanje še naprej vam želim. Hvala za povabilo.
52 migrantov, ki so obtičali v Lendavi, ker jih je Avstrija zavrnila, Hrvaška pa jih noče sprejeti, čaka na milost ali nemilost domačinov. Velika večina lokalnega prebivalstva je namreč nastrojena proti njihovemu bivanju v Lendavi, predvsem pa jih je zmotilo, da niso bili obveščeni o svobodi gibanja migrantov izven namestitvenega centra. Mnogi so tako klicali policijo, ker so mislili, da so begunci ušli. Očitki pri tem letijo tudi na občino, saj naj ne bi pravočasno zaščitila interesa občanov, prav tako pa naj jih ne bi pravočasno in v zadostni meri informirala. Župan se je zato v petek sestal z občinskim svetom, seje se je udeležil tudi državni sekretar Boštjan Šefic. Lendavčani so zaradi svobodnega gibanja migrantov po mestu na nogah in nadaljujejo zbiranjem podpisov peticije proti namestitvenemu centru. Občina mora zagotoviti varnost občanov in tudi dati informacije že pred, kako so namestitveni center sploh naredili. Prav pomanjkanje informacij, iz katerega izvira strah pred neznanim, je največji očitek občini. Mi se ne smemo počutiti tako ogrožene, da se več ne smemo sprehajati tam, kjer smo se sprehajali toliko let. Državni sekretar Boštjan Šefic zato poskuša popraviti nastalo škodo in svetnike pomirja. Ne samo zaradi tega, ali je center ali ne, pomembno je, ali se počutijo varne in to je naša prva skrb. A stanje v Lendavi ostaja bolj ali manj nespremenjeno, kar moti tudi župana, čeprav zagovarja strpno rešitev. To prosto gibanje beguncev po Lendavi je vse nas presenetilo, ker je bilo pač dogovorjeno, da ta center ostaja, je tukaj, ampak da bodo vse skupaj imeli pod kontrolo znotraj ograje. Po besedah Šefica naj bi migrante v namestitvenem centru poskušali zadržati s potujočimi prodajalnami cigaret in osnovnih potrebščin. Večja pooblastila ima tudi policija. Glede na nekatera opozorila ima danes policija možnosti iz vidika zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti državljanov, tudi sprejemati začasne ukrepe, kjer je tudi začasna omejitev gibanja. Od 52 migrantov jih je bilo sicer v lendavskem šotorišču v petek le še 35. Ostali so center samovoljno zapustili, kot jim to pač omogočeno. Imajo pa obvezno, da se v roku enega tedna vrne nazaj in se javi na najbližji policijski postaji, to je policijska postaja Lendava. Domačini pa kljub pomirjujočim besedam Šefica upajo, da bodo temu zgledu sledili tudi ostali. Proti migrantom so nastrojeni tudi v Lenartu. Tam je v petek popoldne potekal protest, s katerim so domačini želeli opozoriti vlado, da se lokalna skupnost ne strinja s postavitvijo namestitvenega centra za migrante v Lenartu. Na shod, ki se je začel okoli 4. ure, so prišli protestniki opremljeni slovenskimi zastavami in s transparenti. Zbralo se jih je nekaj več kot 200. Poglejmo izjave. Zato smo prišli na protest, ker slovenski narod je sprejel 41% tujih državljanov iz bivše Jugoslavije. Zato smo prišli na protest, ker imamo 40 let delovne dobe po 400 evrov pokojnine in imamo 300 tisoč revežev. Zato smo prišli na protest, zato ker je ta vlada pokradla celotno premoženje Slovenije in zdaj hočejo obremenjati z begunci. Zato smo prišli na protest. Borimo se za našo ljubo Slovenijo. Slovenija je naša. Za našo Slovenijo so se tudi naši predniki borili. Zato je tudi ne damo. Če bo potrebno, smo mi sami borili naprej. Danes so po Lenartu viseli plakati, begunci dobrodošli. Zakaj ljudje to počnejo? Zakaj? Kdaj so prišli ti ljudje, ko so to napisali, pa so rekli, pridite slovenski otroci lačni, pridite reveži, tukaj imate lunch pakete, tukaj imate kruh. Tega ni, niti strani teh ljudi, niti predsednik vlade nikoli ga nisem slišal, da bi rekel, Slovenci lačni, tu imate hrano. Samo njegovi begunci, nima nič proti njim, ampak tudi tukaj treba urediti stvari. Te begunce, ko nam Avstrija zavrača, zakaj jim Slovenija hoče podeliti azil, tudi to ni jasno meni, niti nobenemu nikjer. V namestitvenem centru v Šentilju je bilo včeraj v dopoldanskem času 359 prebežnikov. Te so v manjših skupinah po 100 napotili proti Avstriji, kjer so jih tudi sprejeli. Avstrija tako že zadnjih nekaj dni migrantov ni vračala, na slovensko-avstrijski meji pa zaenkrat vse poteka po dogovoru. Otroci v Šentilju kljub dolgi poti in mrazu uživajo ob igranju s prostovoljci. Razveselijo jih tudi milni mehurčki, največ pa jih uživa v igri z žogo. Starši igro le opazujejo, želijo si naprej v Nemčijo.
Dopoldne v Šentilju polni šotori prebežnikov, a do večera so že prazni, pojasni Zoran Krebs, ki nas popelje po nastanitvenem centru. Tudi zavrnjenih v zadnjih 2 dneh praktično ni bilo, tako da mislim, da stvari potekajo kar normalno. Mislim, da so se službe kar dogovorile, skoordinirale med sabo, tako da ni nekih problemov. A kljub temu se velikokrat zgodi, da so na poti migrantov v obljubljene dežele družine ločene. Najbolj kompliciran primer smo imeli koncem oktobra, ko je prišel do nas oče, ki je na Hrvaškem pustil otroka. Ne po svoji volji, otrok je moral v bolnišnico, v bistvu novorojenček, očeta so pa policaji pač z silo spravili na avtobuse do sem. Ta oče je potem preživel tukaj z nami 10 dni. V tem času smo mi urejali vse potrebno, da je otrok z Hrvaške prišel do nas. To pomeni, da smo morali kontaktirati njegovo družino v Siriji, priskrbeti dokumente pomembne, predvsem rojstni list in vsa dokazila, da je otrok res njegov, da bi preprečili trgovino z belim blagom. Skratka, vse, kar je potrebno, da smo lahko dokazali in potem otroka pripeljali do Šentilja, potem pa smo jih spravili naprej. Prebežniki pa si želijo le vkrcati se na avtobus, ki jih bo odpeljal boljšemu življenju naproti. Kot poroča spletni medij Sobota Info, je oktobra 2008 nekdanji župan mestne občine Murska Sobota Anton Štihec sporočil, da je Senat za akreditacijo pri Svetu Republike Slovenije za visoko šolstvo izdal dovoljenje za ustanovitev fakultete za turizem v Brežicah in dislocirano enoto v Murski Soboti. Potrebno je bilo le še soglasje vlade. Prvi vpis v študijski program pa so pričakovali že leta 2010. Toda v Murski Soboti enote fakultete za turizem, ki naj bi delovala v Mursko-Soboškem dijaškem domu, še vedno ni. Kaj se je zgodilo z načrtovano enoto in kam je šel denar, preberite na sobotainfo.com. Zdaj so pa na vrsti kratke novice. Čeprav si nas večina že neizmerno želi svetlejših dni in pomladi, bomo morali še malo potrpeti. Poglejmo torej vremensko napoved. Danes smo imeli oblačen dan s padavinami in temperaturami okrog 6 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krinskem parku Goričko in Radencih namerili 6 stopinj, v Murski Soboti in Lendavi pa stopinjo več. Jutri bo večinoma oblačno, predvsem v južni Sloveniji bo občasno deževalo. Čez dan bo v vzhodni polovici države pihal šibak veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Popoldne se bo od severa pričelo jasniti. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in Mariboru okrog 3 stopinj nad ničlo, dnevne pa se bodo gibale okrog 12 stopinj. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in brez padavin. Proti večeru se bo oblačnost povečala, pojavljati se bodo začele rahle padavine. V noči na četrtek in v četrtek dopoldne bo v prehodu hladne fronte deževalo, popoldne pa se bo delno zjasnilo. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med -1 in 3 stopinjami, popoldne pa med 5 in 12. Toliko smo vam pripravili v tokratnem Pomurskem dnevniku. Več vsebin si oglejte na naši prenovljeni spletni strani tvideja.si. Nasvidenje do jutri.